nedeljski gost Mohamed Abdul Munem. Lepo pozdravljeni v studiu Vala 202. Hvala lepa. Lepo zdrav. Ko sva se pred tem intervjujem dobila na kavi, ste mi povedali, da popijete 10 kav dnevno. Kar veliko. Sami si doma kuhate sirsko kavo s kardamonom. Ja, to je velik 10 kavo, ampak to je enako most med moj države Sirije ali Palestina. V svoji zadnji knjigi Kukavičji mladički je šla pri založbi Goga, ste pisali o upanju v obliki skodelice kave. Kavo ste opisali kot začetek besed, poznanstev, domačnosti. Ja, to je kavo. Kavo in kardamom. Za kardamom parfum za kavo. Lep memory. Je slovenščina težka? Ne, slovenščina ne težko, ampak nova. First time I'm listening za slovenščina here in Slovenija. Slovenščino sem prvič slišal tukaj v Sloveniji, povsod po svetu pa govorijo angleško, tako da se je angleščine lažje naučiti. Toda slovenski jezik mi je bližje, bolj ga občutim kot svojega, zdi se mi topel. I'm learning the English here in Ljubljana, but really za slovenščina, I'm feel za slovenščina better than engleščina. Very warm language for me now. Torej, nadaljujeva slovenskimi vprašanji, angleškimi odgovori. Rojeni ste bili leta 65. Kakšna je bila mladost v Alepu? I will tell you something like drama. I am Palestinian Syrian, refugee also there. I'm born in the camp. To, kar vam bom povedal, bo zvenelo kot drama. Sem palestinski Sirec, rojen sem bil v begunskem taborišču. Pri mojih 4-5 letih je oče dobil službo in smo se preselili v mesto. Prijetne spomine imam na obdobje svoje mladosti. But when I am young, I'm start to care about hope and the dream to back to Palestina. Upal sem, da se bom nekoč vrnil v Palestino. Prebral sem ogromno knjig. Veliko sem bral o zgodovini, tudi o tem, kako so živeli včasih v Haifi in zakaj so morali oditi. A odraščal in študiral sem v Alepu. Bilo je lepo, a tudi zelo težko. Saj veste, Bližnji vzhod pač. Vsakih nekaj let se je začela nova vojna. Ko sem bil star 14, so se začeli spopadi med vlado in muslimansko bratovščino. Ko se je to po nekaj letih umirilo, je prišlo kratko obdobje miru. Zame je to bil dober čas, čas ljubezni. Potem se je začela vojna v Libanonu. Spopadla sta se Izrael in Palestinska osvobodilna organizacija PLO, v katero je bila vpletena tudi Sirija. We go to another war between Israel and PLO in Lebanon and it starts Syria also. Torej je bila mladost polna vojne. Je bilo tudi kaj lepega? Kakšna je sirska kultura? Kakšno je bilo življenje tam? Ja, kultura v Siriji ne ena. Vsak mesto ima novi kultura. Ne vse ena kultura Sirija. Sirija mesto, like Aleppo, ima kultura, Turkish kultura, because it's near za Gaziantep in Turkija. They have same the culture. Alep je blizu turškega mesta Gaziantep. Ti mesti imata enako kulturo. Težko je, na primer, opredeliti, kaj je sirska glasba. Sirska kulturna identiteta ni enotna. Razlikuje se od mesta do mesta. Mesta v bližini iraške meje pa imajo enako kulturo kot Mosul. They have same culture. Sami ste torej begunstvo podedovali, begunci so bili že vaši starši. Pobegnili so leta 1948 med Nakbo? Yes. My grandfather and the grandmother for my father, they pushed them from Haifa to Lebanon first and after Lebanon they go to Syria. Mojo babico in dedka po očetovi strani so iz Haife najprej pregnali v Libanon, potem pa sta šla v Sirijo. Tudi mamina družina je morala pobegniti. Mama je bila takrat stara 4 leta, oče 7. Spoznala sta se v Alepu in poročila, ko sta bila stara okrog 20 let. And they know each other in Aleppo.
and Mary when they 20, I think. Sami nikoli niste bili v Palestini, čeprav imate tam korenine, ne? No, I don't visit Palestine. Ne, nikoli nisem bil v Palestini. Sploh prvič sem se povezal z ljudmi iz Haife tukaj v Ljubljani. Ljubljana mi je dala to povezavo s svojo domovino. Ljubljana gave it to me disconnected for my homeland, Palestina. Know a lot people from Ljubljana. Ste ponovno odkrili svoje korenine? Ja. My roots, I don't know. Sometimes the roots, it's so difficult to speak about it. I don't have anything about the root. I am Palestinian, I am Syrian, I am now Slovenian. Težko govorim o svojih koreninah. Sem Palestinec, sem Sirec in zdaj sem Slovenec. Sem vse to, a predvsem sem človek. Ne zanimajo me nacionalizmi, ne palestinski, ne sirski. Ne, jaz sem človek. No, really I am a human. Kako gledate na to, kar se danes dogaja v Palestini? In Gaza, you mean? It's so difficult, so bad what happened there. How start 7 October also. Težko je, začelo se je 7. oktobra in na podlagi tega izvajajo genocid. Toda to ni pravi vzrok. Pred 77 leti so pregnali mojo družino in ubili nekatere člane moje družine. Takrat ni bilo ne Hamasa, ne teroristov. It's not after Hamas. In this time, no Hamas, no terrorist in Palestine. Zgodba se ni začela 7. oktobra. Sanjam, da se bo ta vojna končala. Velike države lahko ustavijo ta genocid. Vsako jutro se zbudim s tem upanjem. V Gazi ne gre samo za boj proti Hamasu in islamistom. V resnici gre za gospodarske interese, za fosilna goriva. About Gaza, it's not just war anti-Hamas or anti-some Islamic part. No, it's something very important for the economic. The petrol under the land and under the sea of Gaza. Pod Gazo je ogromno plina in nafte. Iz Gaze bi lahko bil speljan plinovod iz Bližnjega vzhoda v Evropo. V Gazi v resnici poteka ekonomska vojna. Pravijo ji genocid. Ogromno ljudi, število se približuje 70 000, je umrlo za nafto in plin. For petrol and gas. V svoji knjigi ste dali naslov Kukavičji mladič. To ni na prvo žogo. V knjigi pišete o ljudeh, ki so sanjali o svobodi in revoluciji, potem pa se je v njihovem gnezdu izvalil kukavičji mladič. Kaj se je zgodilo z arabsko pomladjo? I give it this name, Kukavičji mladič, to tell the people and the readers how they killed the people, how this regime killed the people in Syria, how they... Ta naslov sem dal, da bi bralcem povedal, kako pobijajo svoje ljudi, kako režim pobija in ljudem daje samo slabo. Mori za posel, za denar. Na koncu pa je Asad brez besed pobegnil v Rusijo. V Siriji je pobil več kot 1 milijon ljudi in uničil 60 mest. To lahko naredi samo kukavičji mladič. Nobody do this, just kukavičji mladič. Voditelje v tako imenovanem tretjem svetu primerjate s hollywoodskimi igralci. Njihova vloga je zgolj zavarovati nafto za svoje gospodarje. Ste zapisali, kakšno vlogo je opravil Bešar al-Asad na tej šahovnici mednarodnih interesov? Gre za neko ekonomijo vojne. Sometimes the actor from Hollywood better than the president in all the Middle East, because they... Predsedniki na Bližnjem vzhodu so slabi igralci. Hollywoodski igralci imajo karakter in ljudje uživajo, ko jih gledajo na zaslonu. Ko pa menjujejo režime na Bližnjem vzhodu, pa ne vemo, kdo je kdo. V trenutku so zamenjali Sadamov režim v Iraku, isto v Libiji, Tuniziji, tudi v Siriji se je režim zamenjal čez noč. Naenkrat smo brali o tem, kako je Asad pobegnil. Kdo je režiser? Veliko slabši so od hollywoodskih igralcev. Samo pokradejo nafto, plin, zlato in ga pošljajo v središče imperializma. Just they stole the petrol, gas, gold from there and sent to the center of imperialism. V Siriji je bilo podobno.
je šlo za preplet mednarodnih interesov. Not everything from outside, we have some thing from inside, of course. Ni bilo vse od zunaj. Določene stvari so seveda bile notranje. Šlo je za preplet obojega. Med ljudmi je veliko problemov. Imamo različne religije, različne mentalitete in nimamo skupne identitete. Nekateri se identificirajo z islamom, kristijani s svojo religijo, druzi svojo, alaviti svojo. Do pred 100 leti so to bile province velikega Osmanskega cesarstva. Sirija kot taka sploh ni obstajala. Vse do danes dejansko nismo imeli svoje identitete. Asad je danes v Rusiji, ker je dobil mednarodno zaščito, toda miru v Siriji še zmeraj ni. So ljudje po vseh teh vojnih travmah, ko pravite, da nimajo niti lastne identitete, neke državne, pripravljeni na demokracijo? I think I don't speak never positive about Assad. I hate this person and his regime. O Asadu nikoli ne povem nič dobrega. Sovražim ga kot osebo in sovražim njegov režim. Toda demokracija ni kot neko darilo, ki bi ga dal ljudem. Za demokracijo je treba narediti veliko. Včasih se je treba boriti, treba je razpravljati, raziskovati različne vidike. Demokracija ni kot neki paket, ki bi ga imeli shranjenega v pisarni in bi ga, zdaj ko je Asad odšel v Rusijo, preprosto dali ljudem. It's not like this. To ne gre tako. Demokracija zahteva svoj čas. Če bomo takoj začeli učiti v šolah, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni medsebojno razumevanje, kaj je to zakon, bomo potrebovali kakšnih 50 let, 5 generacij. We need 50 years, 5 generations. Se vam zdi prav, da nekdo, kot je Bašar al-Asad, se umakne iz države, pobegne, pusti svojo državo in živi nekje drugje v miru? He fight 14 years for nothing, just to stay in his chair, to be president. 14 let se je bojeval za nič, samo zato, da se je obdržal na oblasti, da je bil predsednik. Pobijal je vse poprek. Begunci smo tukaj zaradi te vojne. Bil je čisti diktator. Ljudje ga sploh niso zanimali, ni jih poslušal. Na začetku arabske pomladi ljudje niso zahtevali veliko. Hoteli so samo malo demokracije. Niso zahtevali vsega. Ljudje so protestirali nenasilno. On pa jih je začel pobijati. Nimam pravice govoriti, ker ne živim v Siriji, a mislim, da bodo ljudje in ta vlada ali naslednja raziskali njegove zločine in ga pripeljali pred sodišče. Če ne zdaj, v prihodnosti. Bring them to the court. If not now, in the future. Nedeljski gost Mohamed Abdul Munem nadaljuje po tem glasbenem premoru. Okay. Nedeljski gost Mohamed Abdul Munem. V Alepu ste ustanovili svojo založbo, imeli ste tudi svojo knjigarno, vendar ste izdajali prepovedane knjige. Yeah, I publish a lot of books for Arabic writer, Syrian writer, younger, new writers. Izdajal sem knjige mladih sirskih, še neuveljavljenih pisateljev in prevode v arabščino. Med drugim sem pred 25 leti dal prevesti Vladimirja Bartola in njegov Alamut. Vladimir Bartol, Almut, and published it 25 years ago. Izdajal sem tudi prevode italijanskih, španskih, francoskih avtorjev. Skušal sem prepletati evropsko in arabsko kulturo. Dino Bozzati, also from Spanish, we translate many novels, Franz, Kelvec, poet. Yeah, a lot. To mix the culture together. To mix European culture with our Arabic culture. Izdajali ste pa tudi prepovedano literaturo, ne? Yes, Salman Rushdie, Shimon Peres, the president of Israel,
also for Kurdish people, because they're in Syria. Izdal sem dela Salmana Rushdija, pa tudi Šimona Peresa, izraelskega predsednika, in kurdsko literaturo, saj niso imeli pravice pisati v svojem jeziku. Izdal sem več kot 100 del v kurdskem jeziku, dokler me ni končno dobila policija in me zaprla. Samo za mesec dni, a zaprli so mojo založbo in pokradli vse, kar je bilo tam, od strojev do računalnikov in denarja. And they stole everything, all machines, all computers, my money. Kaj je sprožilo to? I cannot say, no, I cannot publish. I like to publish everything to people read it. But they found it in my basement, clade. Nikoli nisem rekel, da česa ne morem izdati. Rad sem to počel, da so ljudje brali. Potem pa so našli knjige v moji kleti in me zaprli. Še posebej zaradi Šimona Peresa in knjige Novi bližnji vzhod. Ta knjiga govori o njegovem programu za bližnji vzhod. In prav to, o čemer je pisal, se zdaj dogaja. Takrat ni bilo nobenega Hamasa, on pa je pisal o tem, da je treba izriniti ljudi iz Gaze v Egipt. To je govoril Šimon Peres. Pisal je, da je treba razdeliti Sirijo na 4 manjše države, Libanon pa na 3, na podlagi religijske pripadnosti. V tej knjigi je opisal ta program. No, this for Sunna, for Shia, for Druze, for Kurdish. He wrote this program in this book. Se vam je zdelo pomembno to objaviti, da ljudje razumejo, kaj se dogaja? Of course, Seveda, da bi ljudje razumeli, kaj bodo naredili z domovinami. other they will do in their countries, in their homeland. Kako pa je bilo v Asadovem zaporu, kaj ste tam doživljali? After this book, when they found it in my basement, I have 100 copies, just not more. They present me. Potem, ko so našli 100 izvodov te knjige v moji kleti, so me zaprli. Spraševali so me, ali delam za Izraelce. Rekel sem, da seveda ne, da sem založnik. Obtožili so me proti državnega delovanja. Potem so me 2-3 ure pretepali in me nato porinili v majhno celico. Po enem mesecu so odprli vrata in znašel sem se zunaj, brez vsega. V Siriji mučijo ljudi kar na ulici, kaj šele v zaporu. Bičali so me po glavi in hrbtu. Yeah, they do it. They had my head and my back. You can see this until now in my... You will see these lines in my back. Brazgotine, bičali so Yeah, vas. yeah, you can see it until now. Kaj pa se je dogajalo v mestu med vojno? Kakšno je bilo stanje v Alepu med vojno? You mean after 2011, after the revolution? Od revolucije leta 2011 do 2016 sem 5 let živel v vojni. Med nenasilno revolucijo je tajna policija pobila veliko ljudi in naših prijateljev. Potem so začeli bombardirati mesta. Alep so bombardirali prav vsak dan. Ljudje so ležali na tleh. Povsod je bila tajna policija. Ni bilo elektrike, ni bilo vode. Našli smo neki izvir in od tam vsak dan nosili vodo, 20 litrov na dan. Ni bilo goriva, kruha, denarja. Bilo je podobno, kot je danes v Gazi. Like Gaza now. Like what happened in Gaza. It's same what happened in Aleppo. Potem, ko so vas aretirali, ste morali pobegniti, kaj bi se zgodilo, če ne bi zapustili države? My decision to stay there. This is my decision to don't left Aleppo. Odločil sem se ostati. S prijatelji smo začeli to revolucijo. Hotel sem vztrajati, dokler se ne zamenja režim. Toda enega prijatelja so takrat aretirali in ubili v zaporu. Njegova žena mi je povedala, da ga ni več, da je mrtev. Rekla mi je, naj grem. His wife told me, your friend, go. He dead. Še isto noč sem se odločil, da bom zapustil Alep. Če bi ostal, ne vem, kaj bi se zgodilo. Mogoče se zdaj ne bi pogovarjala in ne bi nikoli napisal romana Kukavičji mladič. If I stay there, I don't know. Maybe I am not with you now. And I don't write Kukavičji mladiči. V knjigi Kukavičji mladič pišete o svojem potovanju iz Sirije v Evropo. Vrnitev v Sirijo, potem ko ste pobegnili, bi pomenila definitivno smrt za vas, usmrtitev. Of course. When I have first step, Takoj, ko sem naredil prvi korak, sem vedel, da ni več poti nazaj. Ubili bi me. never.
they will kill me, of course. My brother there, Moj brat je po padcu režima šel na policijo in prosil, če preverijo moje ime. Bilo je na seznamu. Če bi me dobili, bi me čakala zaslišanja na 7 različnih policijskih postajah. Zagotovo bi me ubili. kill 100%. Tihotapske poti, po katerih ste potovali, so bile v rokah dobro organiziranih kriminalnih združb, ki seveda ne bi mogle tako uspešno delovati brez vednosti in sodelovanja oblasti različnih držav. Yes, of course, I see it there. Seveda, to sem videl. Nekatere vlade so bile povezane z mafijo. Prodaja plastičnih čolnov, odpiranje in zapiranje poti. To je bilo vse organizirano. Ni šlo samo za različne policije. Vse je bilo nadzorovano strani številnih držav. To, da so včasih odpirali meje, včasih pa so nas preganjali, vse to je bil velik posel. Just run. I think it's big business. Med drugim ste na poti izkusili, kako se je prevrnil prenapolnjen čoln. Postali ste novica, o katerih ste prej samo brali. Yeah. Night, around you, everything dark, afraid. Bila je noč. Vse naokrog je bila tema. Bilo me je strah. Nisem vedel zakaj. V zraku je bil vonj po morju. Voda je bila mrzla. You will go with this boat, but where? You don't know. Rekli so nam, da bomo šli s tem čolnom, ampak nismo vedeli, kam točno. Nič se ni videlo. To je bil slab trenutek za plovbo, a nismo imeli izbire. We must do it. Why? Because we don't have another option. V čoln je udarilo nekaj velikih valov in nenadoma smo se znašli pod čolnom. Nisem vedel, kaj se je zgodilo. Poslušal sem glasove ljudi. Pomagajte, pomagajte. We don't know what. I have just to listen voices for people. Please help, please help, please help, like this. Without please, nobody say, please. For 20 minutes and nobody. No voices. Everything around quiet. Čez kakšnih 20 minut ni bilo več nobenih glasov. Vse naokrog je bila tišina. In potem je prišla vojaška ladja, da bi nas rešila. To je grozen spomin. Spominjam se prav vsakega, ki je takrat bil na čolnu. The people one by one. Koliko ljudi je bilo na čolnu? 60. And the dead 37. We live 23. Bilo nas je 60, 37 jih je utonilo, 23 nas je preživelo. Neka gospa je imela 3 otroke, vsi 3 so umrli. The 3 dead. V knjigi opisujete, da ste te gospe obljubili, da boste rešili njene otroke, če se to zgodi. Toda morje je bilo neizprosno. Yeah, but I am not hero. Da, to da nisem junak. To sem ji rekel na kopnem, to da na morju je bilo vse povsem drugače. Sometimes I cannot looking for my face in the mirror. Včasih ne morem pogledati svojega obraza v ogledalu, ker zagledam njo. Toda nisem ji mogel pomagati. Le kako naj bi ji pomagal? Ničesar nisem videl. V trenutku smo vsi bili v morju. And the boat, everybody we are in the sea. Vsi 3 so umrli. Yeah. I see her after left the hospital. Da, videl sem jo, ko sem zapuščal bolnišnico v Izmirju v Turčiji. Sedela je na stopnicah. Bila je sama, brez svojih otrok. Nihče jih več ni nikoli videl. And she's alone without her kids. Nobody see them. And I dreamed I was saying goodbye to my child. She was taking a last look at the sea. Nedeljski gost, Mohamed Abdul Munem. Prej sva govorila o grozni izkušnji, ki ste jo doživeli na poti. Na poti se je spreminjal tudi koncept svobode, od pričakovanj o padcu zatiralskega režima do tako imenovanih čajev svobode v begunskih taboriščih. Tear of freedom. When you put it your blood
to get your freedom and your family blood and your friend blood to get this freedom. Ko za svobodo prelivaš svojo kri, kri družine, prijateljev in zapustiš dom z razlogom, boš spoznal številne osebnosti, ki se svobodo igrajo. They play with the freedom. Make it like games. Za njih je to igra. Čaj svobode, hrana svobode. Svoje krvi nismo prelivali za skodelico čaja ali kos kruha. Kri smo prelivali za svobodo. Oni ne vedo, kaj pomeni svoboda. Prihajajo se igrat, snemat svoje videe, fotografirat begunce na meji. Igrajo se junake. Mi smo hoteli samo, da ne bi več živeli slabše kot živali. Skušali smo izstopiti iz svojih kletk v živalskem vrtu. Potem smo dobili čaj svobode, hrano svobode, zdravnike svobode, novinarje svobode. Vse je bilo svobodno. Toda mi nismo počeli vsega tega zato. But we do this for other thing, to be a human. Hoteli smo biti samo ljudje, ne živali. Toda zame se koncept svobode ni spremenil. Še vedno verjamem v svojo svobodo, v ideje, s katerimi se je vse skupaj začelo. Verjamem, ker slišim glasove prijateljev, ki so umrli za svobodo. Still I have voices, my friends, they dead for this freedom. My freedom to be anyone, same anyone. Moja svoboda ostaja v tem, da smo vsi enaki, da nihče ne nadzira, kaj misliš, pišeš, bereš. Da lahko obiščem svoje prijatelje. To je moja svoboda in se ne spreminja. Ne morejo je spremeniti niti različne zastave, niti majhen obrok hrane, ki nam jo dajo. Življenje je zelo kratko, toda naše sanje so zelo globoke. I cannot changing my freedom to get little food or no. Our life it's very short, but our dream it's very deep. Cannot changing. Niso se spremenile v medverske spopade v Siriji. To ni boj med religijami. Borili smo se proti diktatorskemu režimu, borili smo se za drugačno življenje. In še vedno to sanjamo. Režim je padel. Naslednji korak je svoboda. Ni še prišel čas zanjo, toda prišel bo. Trajalo bo še nekaj let. Narediti bo treba še veliko. We will go to our freedom. Not yet, but after some years we must do a lot. Nedeljski gost Mohamed Abdul Munem, ko ste prišli, niste vedeli točno, kje ste. Prvič ste slišali za Slovenijo sploh. Pravzaprav niste vedeli, da Slovenija sploh obstaja. Ne. I don't read anything about Slovenia. Also when I'm published for Vladimir Portol, I'm published from English language, not from Slovenian. Še nikoli nisem ničesar prebral o Sloveniji. Tudi ko sem izdal Vladimirja Bartola, sem ga dal prevesti iz angleščine, ne slovenščine. Bral sem samo o Jugoslaviji. To je mogoče dobro. Veliko smo slišali o Srbiji, Bosni, Hrvaški. Tukaj ni bilo velike vojne. Nočem poslušati novic o Sloveniji. Naj bo še naprej v miru. I don't want to listen any news to be Slovenia with peace. Kako so se pa vaše pričakovanja spreminjala v tem času, naprimer leta 2016, ko ste prišli sem in danes? Of course, I'm read a lot books about Europe. Seveda sem veliko prebral o Evropi, knjige o politiki, zgodovine, romane, poezijo. Toda ko sem prišel sem spoznal, da je vse skupaj močneje, kot sem pričakoval. Ni toliko topline, kot sem mislil, ampak je veliko moči. Moči s toplimi dlanmi. Kapital je izjemno močan. Toda Slovenija je boljša od drugih držav, ki jih poznam. But no, it's more strong. Strong, but with warm hands just. Here the capital very strong here. But here really, I will tell you something real. I know and I feel it. I live also with it. Slovenia, it's so better than other countries.
I go to Italy every week or every month to play our performances. I see the people there. Z gledališko predstavo Na poteh Evrope pogosto gostujemo v Italiji. Tukaj ljudje živijo bolje. Tudi v Avstriji, v predeljih zunaj mest, ni vse bleščeče. V Sloveniji imate kapitalizem, ki še vedno ohranja nekaj socialnega. Srečen sem, da živim tukaj. I'm lucky to live in Slovenia, really. Torej vam ni žal, da niste šli v Nemčijo. Ko ste namreč prišli v Grčijo, so vam dodelili Nemčijo, so vam zapisali Nemčija, ne? Yeah, they give it for us a stamp to go to German, but the police here in Austria stopped me in the border Schentil, and they said back to Slovenia. Da, šel naj bi v Nemčijo, toda policija na avstrijski meji me je vrnila v Slovenijo. In takrat, pred 10 leti, sem prvič začel spoznavati Slovenijo. Srečen sem, ker sem tukaj. Temu policistu bi se rad zahvalil, ker me ni spustil v Nemčijo. I must go to this police to tell him thank you very much. To don't give it to me. The real to go to Nemčija, German. Omenili ste gledališče, da veliko nastopate tudi v tujini, Italiji. We play this with many friends from Italy and from Slovenia. Nastopamo s prijatelji iz Italije in Slovenije. Svoje prvo gledališko besedilo sem napisal skupaj z Mattijo Cazonom. On je pisal v italijanščini, jaz v arabščini. Nastala je predstava Etiopike in začeli smo igrati v španskih borcih in različnih gledališčih po Italiji. Pred 2 letoma smo začeli še z enim projektom, Na poteh Evrope v produkciji zavoda Enknap. Igramo jo tudi v okviru Evropske prestolnice kulture. Aleksander Veliki je združil Evropo, Azijo in Afriko. Tudi mi sanjamo, da Evropske unije ne bi sestavljalo samo 27 držav, ampak tudi azijske in afriške države. Predstava govori o idejah za našo skupno prihodnost. Skušamo ustvarjati mir. To se sliši lepo, ampak v resničnosti ima Evropa veliko težav z integracijo. With the culture, we don't looking for the politic people, how they think. We will do our dream. V kulturi se ne oziramo na to, kaj mislijo politiki, ampak sledimo svojim sanjam. Svoje sanje predstavljamo ljudem, ker sanje lahko postanejo nekega dne resničnost. Včasih so sanjali o tem, da bi imeli zaslon, prek katerega bi lahko komunicirali z ljudmi na drugem koncu sveta. Zdaj ta zaslon držimo v svojih rokah, imenuje se pametni telefon. Mi sanjamo o veliki skupnosti brez meja. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. We will see what will happen in the future. Imate 4 otroke. Kako so se oni integrirali v slovensko družbo, ali so rane iz otroštva globoke? Yeah, I have 4 kids, 2 girls and 2 boys. Imam 2 fanta in 2 dekleti. Punci hodita v gimnazijo, fanta pa v osnovno šolo. Njihova slovenščina je seveda veliko boljša od moje, zelo dobro govorijo slovensko. So del slovenske kulture, slovenskega življenja. Radi živijo tukaj. Po padcu režima sem jih vprašal, ali bi se želeli vrniti v Sirijo. Dejali so, da ja, a le na obisk. Njihovo življenje je zdaj tukaj. Tudi če gremo kdaj na morje na Hrvaško, mi po nekaj dneh rečejo, naj gremo nazaj domov, da pogrešajo Ljubljano. Babi, please, come back to Ljubljano. We miss there. So spomini na vojno, na težko pot v Evropo zelo močni? Se spominjajo tega? Now they don't have very deep memory. Nimajo močnih spominov na to. Najstarejša se spominja več od drugih. Včasih se spomni na bombardiranja, vojaška letala, ki so nas preletavala, policijo, ko je vdrla v naše stanovanje. Včasih me vpraša, kaj o tem. Sometimes remember the bombs, raketa, plane, army. And they remember the police when Toda nočem, da se spominjajo vsega, kar se je takrat dogajalo. Raje se pogovarjam z njimi o čem lepem. I like to speak with them about something beautiful. Kako pa vi zdravite svoje rane? Dejali ste, da brez pisanja vsak dan ne bi preživeli.
Yeah, it's my life. Pisanje je moje življenje. Pišem o tem, kar čutim. Pisanje je zame nuja, tako kot voda. Prek tipkovnice grem ven iz svojega telesa, ven iz svojega uma. Izlivam svojo dušo. Pisati moram prav vsako noč. Vsaj kakšno stran ali pol strani. Pesmi in romani so del moje duše. To je moje bogastvo. Moram ga deliti z ljudmi. I think I am rich with this to give it some from it for the people. To pomaga. Ja, mogoče pomaga, mogoče ne, ampak jaz delam. Mohamed Abdul Munem, hvala, da ste bili nedeljski gost Vale 202. Želim vam vse dobro na vaši poti še naprej, še veliko odličnih knjig in pesmi. Hvala tebi, hvala za ljudi, posluša moj opinion. Zgodbo. Zgodbe, ja. In finally I must said hvala Slovenija, hvala Ljubljana, hvala ljudi v Sloveniji za vse, za help me, za give it to me new life for me and for my kids. Really, it's this hvala from my heart. I cannot forget what you do for me. This is my message for Slovenia and for people in Slovenia. Hvala. Hvala tebi.